Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, v podcastu, kjer z Gorazdom raziskujeva izkušnjo stranke in njen vpliv na rast poslovanja. Tako zanimajo nas taktike, filozofije, pristopi, kaj lahko naredimo, da izboljšujemo izkušnjo strank, jasno pa pri tem, vsaj zaradi scalinga, rabimo vedno neko tehnologijo. Za prvo temo sva zbrala področje retention marketinga, torej marketinga zadrževanja strank, ker se mi zdi danes malo zapostavljena tema, zaradi tega, ker je zelo veliko govora v acquisitionu, pa Gorazd, daj nam povej, zakaj bi nas pa mogel zanimati retention marketing. Ja, dobro vprašanje, no, preden greva tole noter. A si vedel, da je 5-krat dražje prodati novim strankam, kot pa obstoječim? Ali pa da je, ne vem, kar 44% podjetij ne zna meriti, kaj je to sploh retention rate? Ja, ker par teh stvari sem že slišal, se mi zdi, da to imamo nekje zadnji, ampak da kar pač pozabimo na te stvari, a ne? Ja, no evo, danes bo tole malo raziskala, da tudi tisti, mogoče so kakšen termin zdaj omenila, pa je tako, ojoj, kaj pa je to, ne, da meni pomaga, malo razjasneva te stvari, ne, tako so rekla ABC retention marketinga, tako da malo zaplavamo v te vode izkušnje stranke, marketinga in tako naprej. Cool. Preden greva v to, kot vsak spodoben podcast, imava tudi midva možnost, da nas kaj vprašate. Če obiščete frodix.com/vprašaj, je tam ena formica, kjer nam lahko postavljate vprašanja. Zdaj, ker je to prva epizoda, jasno, še nimava vprašanj. Smo pa pred parimi dnevi, se pogovarjali z marketing magazinom, ker mi je všeč ta ideja podcasta, so se tudi odločili, da ga bojo marketinško podprli, oziroma da so marketinški sponzor, oziroma medijski sponzor. In eno od vprašanj, ki smo jih tam dobila, je, zakaj smo se odločili to snemati, pa zakaj? Ja, evo, zakaj smo se to odločili? A veš, že to, kar sem tam napisal, vse nekaj smo začeli že interno delati z podcastom za zaposlene, ker smo želeli, da pravzaprav vejo, kaj delamo, da so na tekočem, da malo vejo, kakšne projekte lahko pričakujejo. In take teme so začele pojavljati, da v bistvu ne to, da sam interno ljudi zanimajo tudi dejansko nekoga drugega, ki je mogoče v nekem biznisu ali pa razmišlja, kako bi svoje poslovanje nekaj spremenil. In smo rekli, ok, dajmo ta format zdaj mogoče pogledati, pa iti to ven povedati. Po mojem še to, torej, zakaj midva, ne? Eno je, da se veliko o teh stvarih pogovarjava, torej vsak mali svoje perspektive, če greja potem why, what, how, ne? Oba dva naj zanima nek zakaj, ampak zdaj ti si bolj strateško usmerjen na stvari, te zanima, kaj bomo naredili, jaz malo bolj iz tehnološkega pogleda gledam, torej jaz kot vodja R&D-ja, ti kot innovation consultant, mene pa zanima torej, kako bomo lahko pol nekaj naredili. In ima zelo velikrat debate o tem, ko pripravljamo neko strategijo za stranko ali neke pristope za stranke, se itak o teh stvarih pogovarjali in smo rekli, zakaj jih pa ne bi pač delili širš, ker upamo, da bo še komu to zanimivo, a ne? Ja, ta del si dobro zdaj povzel po nekaj minutah, kdo pravzaprav sva, kaj pravzaprav delava, ne? Ja, jaz se ukvarjam z innovation consultingom, zdaj to se mi zdi včasih kakšen misel, da pol nov iPhone, veš, nastane, ne? Ni ravno to, ne? Inoviranje so lahko taka zelo majhna stvari, ne vem, nekaj dodaš v nov proces, na onboardinga stranke, ne vem, mogoče subscription štartaš, na nekaj, kar veš, da ljudje dostikrat kupujejo, pa mogoče malo posloven model spremeniš. Ti si pa že rekel, da moraš tehnološko te stvari dosti dobro poznati, pa jih podpreti, ne? Tako je. Se pa malo še kakšna priložnost, da kdaj v prihodnosti še kaj več poveva. Zdaj pa, če greva kar na temo, dajva štartati govora z definicijo, torej, kaj je retention marketing? Ja, evo, da najprej pojasneva ta pojem danes. Retention marketing je taktika ali pa se predvsem osredotoča na ponovne nakupe obstoječih strank. Prav, cilj je povečati prodajo strankam, ki jih ti že imaš, ki si jih že pridobil, in na drugi strani želiš čim večkrat v frekvenci to povečati, se pravi, da čim večkrat od tebe kupijo. Zdaj, če to dvoje seštejemo skupaj, se pravi frekvenco pa velikost posameznega naročila, dobimo neko lifetime value oziroma življenjsko vrednost stranke in to želiš maksimizirati kot biznis. Na eni strani zaradi tega, da veš, da na drugi strani, če imaš stroške poslovanja, pa tega moraš pa s tem to pokriti. Zdaj, bolj ko so ti vredne stranke tako skozi življenjsko obdobje, več pač od njih dobiš. Se pravi, zdaj, če še enkrat poudarjam, res se osredotočamo na obstoječe stranke, ne na tiste nove, in pač, da čim večkrat kupijo, no. To je taka kratka definicija, lahko pa še ne 6 podelimo v tem delu.
Ne, ampak ja, hitro pridemo torej do nekih metrik, ki jih moramo spremljati, da vemo, če smo uspešni ali nismo. Ne. Zdaj, na začetku sem omenil trenutno, ali pa ne trenutno, že nekaj let je ves hype na acquisition marketingu, na performance marketingu, tega se res veliko dela. Lahko greva tudi v to, zakaj, ampak mogoče zdaj čist razlika. Torej, kaj je razlika med acquisitionom pa med retentionom? Ja, zdaj, če si predstavljaš, da je to nek tak lijak, kjer na začetku strank res ne poznaš, so anonimne in te prve pridobiš. Ali to greš, ne vem, na meta oglaševati, ali oglašuješ na Googlu, ali imaš neke druge, ne vem, offline aktivnosti, to je akvizicija. Se pravi, tiste anonimne si pridobil. Zdaj, ali pa od anonimnih spraviš v kontakt, ko si pobral od njih nek mail, pa jih znaš bolj nagovoriti. Stranka, se pravi, retention del bi postal takrat, ko jo že zelo dobro poznaš, mogoče še ni naredila nakupa, pa imamo neke taktike, ki se tam vmes zgodijo, ampak v osnovi bi pač retention delal potem, ko je stranka opravila nakup, akvizicija pa ves ta del prej. In tam običajno, v tem performance delu ključno vlogo igra, koliko imaš recimo dobre kreative, koliko znaš, ne vem, obvladaš neko platformo oglaševalsko in ne nazadnje na koncu, kakšen budžet si lahko prvošeš. Torej, če rečemo zelo tako, če mehko rečemo, retention lahko delaš tudi že sam, da si izbral GDPR soglasje ali pa neko soglasje, da lahko browser push notifications pošiljaš. Torej, ko nekdo še ni čist stranka, ampak je že prišel na, kako rečemo, na tvoje dvorišče in ti potem začneš usmerjati komunikacijo, ki se dogaja, ali pa da ga popikslaš, pa mu retargeting začneš kazati. Ampak čist tista, ta pravi pomen je pa od takrat, ko je nekdo naredil prvi nakup. Ne? Tako je. Ok, kar je meni zanimivo pri tem, torej, če rečemo acquisition versus retention, res se bo trudila slovensko govoriti, ampak en del izrazov je, jih stalno uporabljamo v angleščini, ampak po mojem bo to eden najnih ciljev tudi za ta podcast, da probava nek slovarček narediti, pa ga potem nek objaviti. Ja, se hotel reči, da ta epizoda pride enkrat vmes, slovar. Ok, ampak ne, kar sem mislil reči, zanimive so mi pač neke industrije, kjer se, ali pa neka podjetja, ki se zavestno odločijo, da v resnici bojo gradila izključno na retention, torej na zadržanju stranke, kjer mogoče je acquisition cost celo večji, torej naredijo prodajo z minusom, ampak na račun retentiona potem pripeljejo noter ali pa začnejo delati dejanski dobiček. Pač en tipičen primer tega so subscription servisi, kjer jasno ti s prvo naročnino, ko jo plačaš, definitivno ne pokriješ stroška pridobitve nove stranke, kakor se je vložil v marketing. Tam celo statistike govorijo o tem, da tam nekje prvih 8 do 12, celo mogoče do 14 mesecev naročnine šele pokrije stroške, ki si jih imel s pridobitvijo ene stranke. Drug tak področje se mi zdijo pa igralne konzole. Torej, za PlayStation pa Xbox, Nintendo mečkan ne igra te igre, ampak za PlayStation pa Xbox je pa dosti jasno. Vsaj na začetku prodajata konzole z minusom, ampak potem pa s prodajo iger, kjer je pač 30% ali kakršenkoli delež od prodaje njihov, pa dejansko potem naredijo dobiček na igralcu, na uporabniku, oziroma pa Microsoftu tudi z Game Passom. Tako to mi je ful zanimiv pristop, da lahko ti rečeš, ja, pridobil bom stranko z minusom, ampak potem bomo pa res vložili v to. Ja, si mogoče to, kar si zdaj omenil, je, ok, ljudje si hitro predstavljajo za subscription del, zakaj je to zanimivo, ampak če pol naprej malo razloživa to dinamiko, ki se ustvarja dodana vrednost retention marketinga, pa pol ugotoviš, da tudi tam si pa je mogoče, če lifetime value povečuješ, pa rečo, da je ta strošek pridobivanja stranka ali CAC po angliško, ne želiš ta del povečevati, se pravi razmerje, se pravi recimo, ne vem, želiš 1 imeti, da si dal za stranko, pa 3, da si pa na koncu lifetime value naredil. To je čisti, ne vem, tvoj net profit. No, ok, moramo še kaj odšteti, ne bo še finančnik tukaj zdaj. Ampak tukaj maksimiziraš stvari, je pa najbolj seveda očitno to pri teh subscription servisih. Ja, tako ja. Itak, vedno je pa treba meriti, pa vedno, nikoli ni enostavno meriti stvari, ne. Ok, pa zdaj na ključne elemente retention marketinga, pa zdaj dajva probati biti čim bolj konkretna, ne vem, si dava ene primerčke, ki bojo vsi razumeli, torej mogoče nek e-commerce, hotelirstvo, tam smo vsi že imeli izkušnje, dajva kakšen primer, torej kaj lahko neka spletna trgovina počne, torej kaj so njihove retention marketing taktike. Ok, danes, ko sem rekla, da res delava ta ABC, bo šla mogoče
te, ki bo še rekel, ja, pa se to so najbolj očitne, ne? Ampak da najbolj razloživa nek ta koncept. Vsem tema dvema industrijama, in e-commerce in hotelirstvu, če to dvoje vzameva za en tak primer, je prva točka je to, da začneš zbirati neke podatke. In zdaj te podatke ti povejo nek življenjski cikl ali ti podpirajo življenjski cikl neke stranke. Se pravi, veš, kaj se z njo dogaja, ne vem, kaj je ona kupila, kaj je gledala, vse te podatke si nekako zbiraš. In zdaj, če veš, kakšen je življenjski cikl, kaj so neke aktivnosti, ki jih počne, mogoče znaš nastaviti tudi neke pogoje, kdaj boš kakšno zadevo sprožil. Ne? To bi bila recimo primer neke trigger-based kampanje, ki bi se potem zgodila. In zdaj, če greva, ne vem, na tak en primer, recimo pa vzemva za e-commerce, da prodajaš robotske sesalce, da si recimo, da ne bova zdaj kakšnega brenda omela, ampak si en brand, direkten, se pravi, nisi Big Bang, ki recimo preprodaja to. Zdaj, dobil si uporabnika, to je prvo del, mogoče si ga zmotiviral z neko vsebino, da je prenesel nek vodič, a je njegovo stanovanje primerno za robotskega sesalca, in kakšen tip robotskega sesalca bi rabil. In vse tam, to so bili vse neki taki mali momenti, ki si od uporabnika lahko pobral nekaj podatkov, se pravi, ne vem, o kvadraturi, kje živi, se pravi, dal si to neko demografijo izoblikovati, to si shranil njegov profil, potem si ga mogoče sprašal še, da mi e-mail pa neko soglasje, naslednji si ga mogoče vprašal še po telefonu, si tako zbiral si počasi te podatke in na drugi strani si vedel, kakšen model mu moraš pa tudi promovirati. Se pravi, recimo nekdo nekaj išče, gre zdaj v primerjalnik, išče dva sesalca, nekako podobna, se ne odloči za nakup. Evo, in tukaj imamo že prvo taktiko, je recimo abandoned browse. Se pravi, je zapustil tvojo spletno stran, nič se ni zgodil. In zdaj ta abandoned browse lahko pomeni, če smo v omnichannel svetu, ne, to, kar danes želiš biti, si dal nov glas, tudi ta sesalec, ki ga zdaj priporočaš po neki tvoji analizi za tega tip kupca, ne, in ga spodbujaš, evo, da je nekaj zdaj kup, mogoče mu pošleš mail, mogoče si mu poslal še tako malo bolj agresiven SMS, agresiven v tem smislu, da mislim, si mu dal, ok, le imaš pa, ne vem, 24 ur, pa lahko izkoristiš še neko promo kodo za, ne vem, dodatke za ta sesalc, potem naprej, ali pa mu še co neko dodatno garancijo ponudiš, če se odloči za nakup. Skratka, mogoče to, kar sem prej rekla, ne? Torej, mehko lahko rečeš, da retention se začne že prej nekdo stranka in to je po mojem idealen primer tega, kjer je to res smiselno začeti prej, torej tam, kjer je nakupni proces daljši, tam, kjer bo nekdo razmišljal, kjer imaš torej dejansko pred nakupom možnost zbrati neke podatke, ne? Ker ja, pač robotski sesalnik stane 500 plus evrov, malo študiraš, ok, kater model, koliko imam veliko stanovanje, kakšna imam tla, kaj vse potrebujem in vse mečkam poglobiš v tak nakup, ne? Ja, mislim, definitivno. So pač neki e-commerce tudi zelo impulzivni, ne? Tam boš pa mogoče želel to impulzivnost pol spodbujati, da nekdo še enkrat kup, ko boš rekel, ok, tukaj je velika košarca, sve daljši cikl. Tam si še lepo zbral neke podatke, kaj je nekdo kupil, da lahko sploh začneš neko... Tako, ja. Zdaj, v tem primeru, ko si rekel, ne bila pa neka taktika, verjeten, zbiranje podatkov skozi daljši čas nakupa, pa še neko vsebino si dodajo, ne, se zdaj ne pomeni, mogoče tle, da pojasneva, ne pomeni to, da zdaj danes pošleš ti redne mailinge, pošiljaš, ne. Danes ti tehnologija omogoča ravno to, da ko pošleš redni mailing, ja, vsem, Andrej, če si ti gledal zdaj ta sesalc, boš tega dobil, ne. Bo to v bistvu ta del abandoned browsa, ki sva rekla, pa zapuščenega brskanja, bo lahko že vključen v neko redno tvojo komunikacijo, ki si jo imel. To ne pomeni, bomo mogli imeti pa še, ne vem, 7 drugih stvari, ne. Tako da ta del je zelo pomemben, da vemo, da ga lahko zelo vključiš v stvari. Zdaj, če gremo malo naprej od tega robotskega sesalca, zdaj, robotski sesalci, večina jih ima tudi nek app in neke stvari sledijo, tukaj so zelo, rečva, invazivni v tvojem prostoru z lidarjem, vejo vse o tebi in zdaj s kamerami še več. Ampak konc koncev vsem vejo, kolikrat si recimo zaštartal, vejo, koliko, ne vem, je kartača obratov naredila, kolikrat si, ne vem, stresel smeti, filtri in vse te stvari. In zdaj, če ti nimaš enega takega sistema, ki bi to obvladoval,
a ne, recimo, če zadnje dava še nek AI, ne, v ta del, da ve, da vsak uporabnik, ne, mogoče enkrat na 2 dni to dela in prenaša levo, desno, pa ne vem, enkrat na teden si okrog po hiši naredi ali pa v nekem prostoru, pa si znaš oceniti, kdaj bo rabo nek filter, ne, kdaj bo rabo neke te nadomestne dele, kdaj je možnost, da veš ta del, ki so že v IoT govorili tako 5 let nazaj, predvidimo, kdaj bo tale dvigalo crkano, ne, a veš, tukaj je pa ta del, da predvidiš, da on bo rabo nekaj kupiti in mu začneš to neko komunikacijo. Ne vem, kupite servis, ne vem, podaljšajte garancijo, pa še daš mi mogoče, veš, neke take, ljudje smo vedno radi imamo radi povzetke, ne, vaše leto 2024, posesali ste, ne vem, toliko in toliko 1000 kvadratnih metrov, ne, to je toliko prahu, ampak veš sesalca, veš, pa rab zdaj tedno, veš, če je krtače, ker ne, drugače naslednje leto ne bo, okay. A veš, in si zelo tako personalizirano 1 na 1 nagovoril nekoga in vsi vemo, da če te nekdo tako nagovarja 1 na 1, je to veliko bolj učinkovito, konverzije so veliko večje. Tako, ja, torej, ok, v osnovi ti lahko rečeš, povprečen uporabnik porab tisto krtačko, ki se na robu vrti v enem letu, pa to, kar avtomatiziraš od nakupa, če pa imaš torej, dostop, ja, tudi do nekih IoT podatkov, pa lahko res, ja, torej, rečeš, to je za 300 ur delovanja in po 290 urah ti štartaš kampanjo posebej za enega uporabnika, ne, če smo bolj advanced. Plus, ja, izogneš se temu, da bo nekdo šel neoriginalne dele kupovati, ali pa kupovati to, torej, tako kot smo rekli, če smo mi D2C, da ne bo to nekdo kupil potem per Big Bangu, ker bo mogoče cenejši, ampak ker boš ti nudil boljšo izkušnjo, vse bo bolj na dlani, torej tudi v mailu verjetno damo kar nek click to buy, ne? Torej nek zelo enostaven način, da to kupaš, vsi zmanjšamo verjetnost, da nekdo to kup nekje druge. A greva še na hotel? A mava tam en primerček, ne? Mava hotel. Zdaj, razlika od tistega prej je, da v hotel, recimo, greš enkrat na leto, a ne zelo to, pa sem malo dotaknila, kaj je to aktivna stranka, ne, tudi zdaj hotel, ok, pustimo, če si ti nek zelo pogost poslovni potovalec, potem za poslovno stvar hodiš večkrat, ampak recimo, da gremo v ta leisure, se pravi prosti čas, ko greš nekam, greš v nek hotel in zdaj enkrat na leto se pač nekaj zadev zgodi, se pravi, imaš ti pre-stay neko komunikacijo, pa potem, ko si v hotelu imaš neko komunikacijo, ki mora biti personalizirana zate in glede na to, kako si se ti v prejšnjem letu obnašal, kakšne neke sledi, da si pustil. Če vejo, ne vem, starost tvojih otrok, vejo, da so se letos postarali za 1 leto in jih lahko povabijo v drug klub v mesti. Rečejo, zdaj pa ta aktivnost, ki jo lansko leto nismo mogli vam predlagati, letos pa lahko rentate kolesa, zdaj 4, ne samo 3, pa še če pa ti to ponudijo, ne vem, pa lansko leto ste tudi to vzeli, veš, puščaš neke sledi in na podlagi tega neko stvar naredi. Zdaj sem se zelo osredotočil, kaj narediš, ko si tam v hotelu. Je pa ta del mogoče še prej bolj zanimiv, da veš, da recimo so otroci stari, ne vem, zdaj zelo hipotetično bom rekel 15 let in tako in ne želijo mogoče statistično vemo več redno potovati tudi starši, ne? In si pa mogoče lahko sprofiliral te 2 odrasli osebi, da bi pa mogoče šla izven sezone, se pravi, imata bistveno več nekih terminov, v katerih lahko korista, ali pa je recimo, ne vem, nek weekend getaway stvar, ki je, a veš, in probaš z neko komunikacijo, vidiš odzivnost, si spet nekaj novega shranil na ta profil in spet lahko tam začneš neko kampanjo, ne, začne zelo tistim, da veš, že nekdo v marcu rezervira običajno, takrat smo začeli komunicirati, nismo začeli januarja, ker to njemu še nima tega v mislih in začneš marca z neko komunikacijo in vidiš, ok, ni te pravega odziva, probaš malo zadeve obrniti naokrog. Zdaj, kar je pa pol dobro v postaju narediti, recimo pa taki zdaj pa vedno želiš vedeti, kako je bil nekdo zadovoljen in zdaj, če je nekdo pa reče, da to NPS meriš zelo zadovoljen, to so te uporabniki, ki jih lahko nadgradiš oziroma nagradiš s tem, da dajo to svoje priporočilo tudi nekomu drugmu. Vemo, da to največkrat šteje, ne? Če te nekdo vpraša, kje pa si bil, a pa si bil zadovoljen v tistem hotelu, ja, veš, super je bilo, zajtrk je the best, vse se da zmeniti. Ja, veš, ta del želiš digitalizirati, v bistvu narediti kot en tak instrument, ki ga mogoče lahko tudi v tej digitalni omnichannel dobi pač uporabiš. Tako, zdaj imen ne bova brandov, a ne?
Ja, razumem. Govoriva čisto iz prakse, iz različnih primerov, kjer smo to imeli možnost implementirati, testirati, ampak ja, ne rabimo omenjati brandov. Se mi pa zdi, to, kar sva sicer začela z komunikacijo med tem, ko ti tam bivaš, dejansko se hotelu to zgodi, ne? Torej, da ti prvič prideš tja prek bookinga in oni do takrat, dokler ti tja ne prideš, nimajo tvojega soglasja, minimalen nabor tvojih podatkov imajo, ne morejo niti še komunicirati s tabo v predsezono, pred prihodom, ampak če ti dajo dober razlog, da bojo komunicirali s tabo že ob prvi nastanitvi tam, te potem tudi lahko zberejo nekaj podatkov, te sprofilirajo, ugotovijo, a si ti par, a si družina ali si mlad potovalec in te začnejo potem tako nagovarjati. Zdaj ta primer, ki si rekel, je zelo sveža zadeva, njih planiram en city break in hotel sem rezerviral na bookingu, ne? In potem sem dobil čez 5 ur od tega hotela, imajo nek svoj sistem in ti rečejo, ja, zdaj pa tukaj noter vnesi podatke, ne? Ker mi smo cashless, ne? Prav slovensko brez gotovinsko poslovanje in tvoja izkušnja bo veliko boljša, pa še vnaprej si lahko parking, pa neke hotele dobiš po boljši ceni, ne? In te veš iz bookinga predstavlja v svoj nek sistem. Tako da dosti tak smart move, ki pravzaprav izkoriščajo kar booking.komunikacijo, ampak verjetno booking ne mod, ker tako pobere provizijo. Pa verjetno delajo to majčkan pod radarjem, ne? Kar se mi zdi tle še pomembno, kar si govoril, je to, da v bistvu, imela so veliko primerov, kako to zdaj neko komunikacijo po mailu delati, omenila sva SMS, ampak tle, pri hotelu se ti pa hitro začnejo širiti komunikacijski kanali, ko je nekdo pri tebi, e-mail skoraj sigurno ni pravi kanal za komunikacijo, takrat gremo na WhatsApp, na Viber, na push notification, če imamo aplikacijo. Jasno pa na retention vpliva en kup stvari, ne vem, družabno omrežje aktivirati, zgraditi nek community, meriti zadovoljstvo, skratka, veliko kanalov je lahko vključenih v nek tak personaliziran retention. Dajva iti na merjanje učinkovitosti, torej, kaj bi rekel, da je tle pomembno? Greva najprej na to, kako se retention rate zmer, kaj sva prej razlagala, kako se retention meri. Tako, tak, definicija. Dobro, evo. Da bo lažje zaračunati, kaj je to retention rate, tako da vemo, meri se v odstotkih, pa vedno pogledaš število strank na koncu nekega obdobja, minus, koliko se teh prirastel, pa koliko jih je bilo deliš to, koliko jih je bilo na začetku. Torej, piši na tablo, ne, če imamo 105 na koncu, minus 15, toliko jih je prerastel, pa imeli smo jih na začetku, smo rekli 100, je recimo ta 90%, ne, retention rate. Ko si znamo nekaj predstavljati, kaj to pomeni, ko nam nekdo reče, ja, v mojem biznisu je pa retention rate 75%, ne, pa če vemo, da ima nekih 100,000 strank, da si znamo predstavljati, kaj v nekem obdobju to pomeni, ne. Zdaj, drugi del, kar si pa rekel, ne, pa vprašal, kako merimo neko učinkovitost. Mislim, da je kar kompleksno, kako na koncu vse to zmeriš, ker moraš vedeti, koliko je bil strošek na neko stranko, ki si jo vzdrževal dolgo časa, ne, ker ta del je zelo pomemben, da veš, koliko si imel več prihodkov iz naslova obstoječih strank, znači segment nekih obstoječih strank, kakšen je recimo čas preživetja te stranke s tabo skozi čas, ne? Se pravi spet teh, ki so retention, več stvari vpliva na to, če smo prej rekli, kaj vse vpliva na življenjsko vrednost stranke, se je to tudi ena izmed metrik, ki je na koncu meriš. Evo to, nekako s tem začneš, pa je pa tako taka drevesna struktura, pa lahko pride zelo do nekih posameznih strategij, taktik in kampanj, ki na koncu meriš, kaj so naredile. Ne? Ja, štartala sva z življenjsko vrednostjo stranke, torej lifetime value, ampak ja, mislim, tako kot z vsakim reportingom, stvari ratajo kompleksne, neke stvari treba definirati, se mi zdi, da vedno se ustavimo na tem, kaj pa za nas aktivna stranka. Torej, ja, če imaš ti subscription, točno veš, ko je nekdo prekinil subscription, takrat ni več stranka, takrat tudi rečeš, to je za nas črn, torej ni več stranka. Zdaj pri nekem prodaji robotskih sesalcev, če ti veš, koliko pogosto mora nekdo kupovati nadomestno opremo, kdaj rečemo, da je nekdo še aktivna stranka, kdaj ni več. Ali pa pri hotelu,
ki ga obiščeš enkrat na leto. Čist druga zgodba kot pri enem prodajalcu hrane, špecerije, kjer si aktivna stranka, če si enkrat na teden tam, če si manj kot na 14 dni tam, definitivno nisi več tretiran kot aktivna stranka. Tako da se mi zdi, da s temi se vedno lovimo, torej neke te mehke stvari zdefinirati, ki se največkrat se lotimo tega tako, da pač pogledamo zgodovinske podatke, če znamo meriti ponavljajoče nakupe in ugotovimo neke statistike iz tam, pa si pa malo odločimo, da si jih bomo mečkan ali sprostili ali pa mečkan zategnili in naredili malo strožje. Ampak ja, tako kot z vsakim reportingom stvari se lahko res zakomplicirajo. Tako kot si pa rekel, zdaj kako stroške meriti. Spet stroške ene kampanje ali pa pridobitve stranke je nekako lažje izmeriti kot potem kaj gre vse v zadržanje, ne? Pa sploh to potem vezati na kampanje. Ja, pa vsak biznis ima malo po svoje to razdeljeno, ne? Saj so neki standardni stvari, sam pol pa nekdo beleži stvari na nek način, nekdo pol to razdeli na vse, nekdo reče, to je itak naš marketinški kost na celoto bazo. Veš, pa imaš tle malo. Moraš izoblikovati neke dashboarde, ki so temu namenjeni, pač vsaka industrija ima pa svoje podatke, svoj, če sva prej rekla, life cycle ima vsaka drugačen, vsaka ve kdaj drug, aktivna stranka, koliko časa aktivna je in pa potem meriš in tudi temu prilagajaš pa neke aktivnosti naprej. Ampak druga stvar, ki je pa skupna še, ali pa ki je ful pomembna pri retention marketingu, je pa personalizacija. Malo sva že začela s tem, ampak dajva torej obogatiti te najne primere zdaj. Kako lahko nekaj personaliziramo? Zdaj, če sva prej bila pri sesalcih, ne veš, kater model nekdo ima, veš, koliko časa, ne vem, bo ta sesalc relativno delal, na koliko časa moraš neke zadeve zamenjati, ne. Tudi kjere dodatke so, in zdaj recimo, da to podjetje razvija, pa neke nove dodatke daje, ali pa neke nove zadeve, pač tebi mora komunicirati s temi zadevami, se pravi tudi z nekom contentom, če s tabo komunicira recimo, ne vem, želi, da se ti dobro počutiš v svojem domu in to, veš, sej ti kupaš sesalc, pa bi bilo tako neroden, ko ti komunicira enkrat na mesec, koliko si posesal, pa koliko, veš, nek mission mora biti pa malo druga, ne, mogoče povejo, da koliko je pomemben, kad ti sesalc vsak dan posesa, zato, ker je potem boljši zrak, ne vem, pri tebi, ker stok prahu ne nabira, veš, se pravi, tebi prilagodi komunikacijo in ti zraven reče, ok, zdaj pa to so te tvoje novi neki filtri, ki jih moraš kupiti, ampak te, ki jih ti rabiš, takrat, ko jih ti rabiš, ne, to bi bila zdaj personalizirana komunikacija v tem e-commerce segmentu. Saj, če, ne vem, mogoče greva na en tak bolj lahek primer, prodajaš oblačila, ne, pa si zdaj kupil, ne vem, toliko in toliko majic te velikosti, pa čevlje te velikosti in zdaj si mi poslal, da imaš v akciji ful stvari, nekega stila, ki je meni sicer ljub, ne, in zdaj mi ti pošleš vse super stvari, kar meni všeč, ampak nobena ni moje številke, ja, pol nisi lih zadeva, ne. Če pa ti rečeš, lej, to je ta nabor, je manjši, ampak res so to tvoje številke, ki jih imamo zdaj na zalogi, bom pa jaz vedel, ok, lej, to so zame te številke, to jaz ponavadi naročam, te brendi so mi ljubi, a je še ne veliko večja odzivnost na to. Pri hotelu pa kar povej, kaj si nekaj hotel povedati. Ne samo to, ker si našteval, se mi zdi ful velik dela. V smislu, če rečemo pri sesalcih, tam prva stvar, ki jo lahko narediš, da personaliziraš, je, da ko nekdo kup vsaj nekaj časa, ne govoriš več o sesalcih, govoriš o dodatni opremi, o uporabi, ker največ, kar lahko narediš, je to, da nekomu rečeš, zdaj pa ti sesalc, ki si ga kupil znižan, ali pa en nivo višji, ki si ga tudi gledal, pa zdaj isto ceno kot ta, ki si ga ti kupil. To se mi zdi enostavno posegmentirati, ne? Zdaj, ko sva pa začela govoriti o oblekah, pa o stilu, pa o velikostih, a ne, pa kar nekaj podatkov moraš vzdrževati, da to funkcionira, no. Ja, ja, mislim, sej, a veš, rabiš te podatke nekje dobiti, ni zdaj to kar tako, bo samo po sebi umevno. Mogoče, a veš, lahko ti iz tega tehnološkega vidika malo razložiš zdaj tej najni javnosti, kako se pa loti tega izziva, ne. No, zato sem hotel reči, marsikaj se da narediti čist segmentacijo, ne, pa je velikrat to good enough, ali pa je to čist dober prvi korak. Ampak ja, danes v svetu umetne inteligence nam pa ravno to lahko tudi umetna inteligenca pomaga. Torej, ugotavlja, kater stil je tebi všeč,
kaj so tiste velikosti. Seveda moramo imeti te podatke, moramo imeti pol tudi to shranjeno in v produktnem katalogu in pri nakupih, moramo vse to detaljno imeti. Ampak AI zna to zdaj skozi bolj razumeti. Tudi par stvari smo delali, kjer smo stil ugotavljali na podlagi slik tega, kaj si ti kupoval, kar se pri oblačilih res da. Zdaj pri prehranskih dopolnilih slikami nimaš kaj početi, pri oblačilih pa lahko ugotoviš, torej tle ima Emarsys, torej eden od sistemov, s katerim mi delamo. Ravno je zanimiv case study narejen, kako je recommendation model uspel na podlagi slik izdelka prepoznati kavbojke z nekim specifičnim šivom gor, čeprav od drugega brenda, ki je na koncu bil kupljen. Pa en kup takih primerčkov. Tako da nam lahko res ful pomaga to skalati in pripeljati na tisti nivo izkušnje, ki ga imaš lahko v fizični trgovini, kot ti pač prodajalka reče, še tole probi, kjer ve tvoja velikost, ve, kako si se odzval na zadnje 2 stvari, ki si jih probil v kabini. Medtem, če delamo to online, imamo to prednost, da vemo, kaj vse si že do zdaj kupil. Torej, ne samo, kaj imaš trenutno v košarci, kaj si gledal v zadnjem sešnu, ampak tudi, kaj si 3 mesece nazaj kupil, pa kaj si pol leta nazaj kupil. Tako da podatkov je definitivno več za obdelati. A pol so, kakšni izzivi pri tem, veš, ko greš zdaj se podjetje odloči, pa reče, da bi pa jaz rad nekaj naredil na retention marketingu. Ne vem, kako zgleda tak projekt, kaj se to lota, bomo mi kar po svoje z Excelom segmentirali good enough. Ja, izzivi definitivno so, torej, eno sva rekla, rabaš podatke, rabaš jih zbirati, jih zbirati na način, da so povezani, torej, ker zelo velikokrat imamo podatke, torej, mi vemo, kaj točno je bilo kupljen, imamo nek seznam ljudi, ki so na newsletteru, recimo, torej imamo neka soglasja, ampak to nimamo nič povezano, nimamo zraven povezanega produktnega kataloga, ki pa jasno tudi nekje je, pa je vzdrževan, pa vse, ampak torej velikokrat nam manjkajo povezave med temi podatki. Druga stvar, ki je tudi velikokrat izziv, je, da imamo te podatke samo za spletno trgovino, pa zdaj, če smo nek tak, rečemo malo večji trgovec, smo ponavadi torej brick and click, torej imamo fizične trgovine, kjer naredimo 80%, 70% vsega prometa, kjer pa zdaj, če nimamo programa zvestobe, nič ne vemo, kaj se dogaja. Mogoče tudi nobenih soglasij tam ne zbiramo kontaktov. Skratka, od tega našega nabora kupcev, ki rečejo, mi imamo toliko in toliko aktivnih kupcev, jih lahko nagovorimo sam, 15%. Mogoče tle, jaz se spomnim zdaj, da mogoče ljudem razloživa razliko med multi pa omnichannel. Ker si rekel, veš, imaš sisteme v Coru, imaš eno stranko, imaš Janeza Novaka, pol imaš v loyalty sistemu, imaš spet Janeza Novaka in pa še v, recimo, o supportu imaš tudi Janeza Novaka. Mogoče sam, da razložiš, kaj je razlika, da je ta multichannel, ni omnichannel? Ja, to se nam zgodi. Torej, na eni strani imamo že podatke razdrobljene, pa recimo tudi, ko podatke spravimo na kup, to naredimo v nekem sistemu, ki zna pošiljati maile in znamo tukaj bolj personalizirati. Pa se pa zgodi, da SMS-e pa pošiljamo prek nekega ločenega orodja, kjer teh podatkov ni noter. Torej, lahko spet spravimo noter samo tako, da jih importamo z nekim, naredimo nek ročni uvoz. Potem sicer imamo aplikacijo, ampak push notification pošiljamo kar direktno iz Firebase, tako kot so nam pač developerji naštimali, kjer spet nimamo podatkov, oziroma Firebase ne da podatke do, verzije, do modela, do nekih osnovnih stvari, ampak nič pa ne vemo o obnašanju uporabnikov v sistemu. Zdaj, če se hočemo iti omnichannel, to pomeni, da damo na eno mesto vse podatke naših strank in pa na tem istem mestu tudi aktiviramo komunikacijo, torej pripravljamo sporočila, pripravljamo personalizacijo, oziroma še prej pripravljamo segmente in to tudi poganjamo. Kar pa pomeni, da potem res narediš kampanjo, ki združuje v istem flowu to, da se pošle najprej e-mail, če ni bilo odziva, čez en dan pošleš še SMS, mogoče narediš še nek filter pred tem, da sem noter vključiš samo 30% najbolj zanimivih strank, zato ker nočeš vseh moriti za SMS-ov, to, da štartaš nek remarketing usporedno in pa pošleš tudi še push notification. To si zdaj predstavljam, da tako dela cela vojska v marketingu ljudi? Ali? Pri multichannel se mi zdi, da res rabaš neko vojsko, da bi nekaj tazga poganjala. Sploh
en kup ljudi, ki segmentira, pa uvaža, pa izvaža. Jasno, omnichannel orodja ti pa omogočajo to, da seveda odvisno od števila kampanj pa tega, ampak da lahko ena oseba marsikaj sama naredi, no? Torej upravlja customer journey, setapira message kampanje, ker se potem ukvarja dejansko z vsebino, z logiko, ne pa s tem, v katerem sistemu je kaj, pa s tehnikalijami, ne. Se mi zdi, da tle zdaj mora sam dodati ta del, da se ne bo kdo diskvalificiral v tem smislu, jaz sem pa premajhen, moj biznis pa ni za to, ne. Ali pa ne vem, e-commerce laufam na neki rešitvi določeni, pa to velja samo za ene, ali pa niti nimam offline prodaje, imam samo eno showcase trgovino, v večjih državah sem. A pol bi rekel, da je to samo za te ogromne enterprise stranke, ali je to tudi za, recimo, ne vem, manjše stranke z tega lahko loti? Jaz bi rekel, da je za manjše stranke še bolj pomembno, no, ker imajo manjše budžete, manj lahko vložijo v pridobivanje strank. Mogoče zdaj ne ta čist najbolj napredna verzija z AI-om, z omnichannelom, ampak zavedati se, da je retention pomemben, narediti nek retention marketing sistem ali pa nek stroj, ki se vrti, ki to poganja, je pa po moje za manjše še veliko bolj pomembno, ker ti ne moreš dodajati prodajalcev, da boš več prodal. Tudi zmanjkati trga, ki je imel neko izkušnjo s tabo. Ne vem, kaj ti misliš? Ne, mislim, vse se strinjam. Včasih pač malo pozabimo, da, kako rečemo, da mi naštejemo, koliko možnosti je. Ne? Se ti bi lahko, ne vem, delal 10 taktik, ki so zelo koristne zate. Ali pa ne vem, eno že vsi poznajo, sej večina te zapuščene košarice, večina e-commerceov jih ima, tudi nekih storitvenih podjetij to na nek drugačen način uporablja, ampak recimo dinamika te komunikacije je podobna. Se mi zdi pa ta strah, če bom šel pa preveč stvari zdaj dati, pa malo zgubim to svojo kontrolo nad tem in ta malo zaupanja v to, da dejansko te statistike, ki jih imamo, ki jih tudi vidimo iz tistih, ki so uspešni, kaj si, da bi ljudi malo spodbudila, pa da štartaš male stvari, ne, sem da sva Emarsis omenila, to je ena izmed platform, tega je še ne obstaja. Ne. Tako kot si rekel, neko zapuščeno košarico najverjetneje lahko naklikamo v našem toolu za spletno prodajo. Tako da, štartamo lahko zelo majhno, pa jasno, treba je držati nek razmerje med tem, koliko vlagati v pridobivanje, koliko vlagati v retention, ampak definitivno pa ne na zadržanje strank pozabiti ali pa tega prepuščati na ključju. To je najdražje, če pustiš na ključju. Ja. Če ljudje grejo, za te si mogo plačati, veliko si mi vložil neke komunikacije, konc koncev in pa ljudi dejo. Ja, zdaj, če imate pa mogoče še vi kakšna vprašanja, še enkrat res na frodex.com/črtica po strani vprašaj, ne vas ne bo sram, karkoli lahko vprašate, tako da bova probala biti čim bolj konkretna pri odgovorih, tudi če danes kaj nisva dobro pojasnila, kar vprašate. Ja, evo, najna epizoda gre k koncu in tle se začne tudi ta najin retention marketing pristop, torej ful si želiva, da vam je bilo to, kar so povedala, zanimivo, všeč, da boste poslušali naslednjo epizodo, ker to pomeni, da bo najin pač retention procent visok. Tako da ja, dajte nam oceno v podcast aplikaciji, dajte nam kakšno vprašanja, drugače pa res hvala za poslušanje. No? Hvala tebi, Gorazd. Ja, hvala tebi, Andrej, za vprašanja, pa za vse te modrosti, pa hvala vsakmu, ki je poslušal. Čau. Čau.